Salomon S-Lab Phantasm. Čau, Uroš tukaj iz Kivita Running Academy. Danes imam za vas test oziroma predstavitev tega race copata S-Lab Phantasm od Salomona. Gre za, mislim, da najlažji Salomonov copat, kar jih je kadarkoli naredil. 195 grami pri številki 42 pa 2/3 boste tekli tako kot Kilian. Ne, se ne. Začelo se je z X-Series, se pravi, Salomon je takrat dal prvi S-Lab cestni copat ven, po mogoče zdaj neki takem letu zatišja, pa tokrat prihaja ven S-Lab Phantasm, ki bo tekačem na voljo po moje spomladi, če mogoče ga ni celo že zdaj za dobiti. Sem rekel, največja razlika z gubo je približno 25 gramov, če se ne motim, je bil moj Sonic 2 težek 220 gramov, tale zdaj prihaja v 195 gramih, predvsem po mojem na račun tega posodobljenega zgornjega dela. Konec koncev je pa to en čist nov copat, ne gre samo za neke lepotne popravke, ampak gre za novosti na čisto vsakem delu tega copata. Pa pojdimo kar po vrsti. Zgornji del, že takoj se vidi, da je copat v bistvu lažji na račun tele mesh mrežice, ki je zdaj še bolj prozorna. Praktično se vidi skozi karkoli imate noter, se pravi, vaše nogavice bodo zdaj še bolj pomembne, ker se vidijo čez. Senzifit ostaja, je zelo minimalističen, vsi šivi so lepljeni, nič ni šivano. Zelo ena taka pomembna novost je, ni več endofit nogavičke. Po moje predvsem največ izgube bilo izgube teže na račun tega, tako da je jezik zdaj prost in ga nič ne drži. Opetnik je zelo tanek in tudi ne previsok, mehek, da ne reže zadaj tetive. Še ena taka novost so tele blazinice, se pravi na notranji strani, pa zunanji strani gležnja, prav tako tele v področju ahilove tetive. Po mojem predvsem zaradi boljšega preleganja, kar pa se konec koncev vmes niti posebej ne čuti. Tako kot sem rekel, zelo malo teža na vrhu, vse je zelo mehko, tako da pusti stopalo, da naredi svoje. Srednji podplat, tudi precejšnja sprememba, gre za posebno mešanco Eva pene, ki tokrat rečejo Energy Surge. Navdih naj bi inženirji dobili predvsem po smučeh, ker naj bi bilo oblike reverse camper, se pravi rocker, in naj bi na ta način omogočalo, da iz koraka v korak, oziroma da je kontakt čim krajši in vas čim hitreje copat prenese v naslednji korak in na ta način ohranja hitrost. Nima nobene karbonske ploščice, tako kot imajo nekateri copati maratonskega tipa ta hip, je pa v primerjavi s Sonicom videti, da je precej bolj tok in na ta način bolj odziven. Zelo pomembna novost oziroma sprememba je tudi v zunanjem podplatu. Še vedno imamo peno oziroma gumo Contact Grip, ki pa je tokrat zelo posebne oblike, take čist cestne in niti malo ni več podobnosti s trail copati. Tako da imamo tukaj en tak čisto ta prav cestni copat S-Lab v rdeči tekmovalni barvi. Toliko o bistvu tehnikalijah, tehničnih stvareh, zdaj pa imamo kar na bistvu bolj tisto subjektivno oceno, kako se obnese sam copat na terenu. Salomon S-Lab Phantasm. V nasprotju z vsemi učbeniki, z vsemi priporočili, jaz sem jih obul, pa sem šel takoj odteči en maraton, seveda na krilih Kilianovega dosežka. Sem mislil, da bodo šli kar sami, ampak itak da ni tako. Zelo tak udoben copat, vseeno pa ne pričakovati od njega preveč nekega udobja oziroma zelo veliko blaženja. Je zelo odziven, se lepo prelega stopalo, nisem vmes v bistvu niti enega
žulja, fasov, tako da je zelo kvalitetno narejen. Še vedno pa računite, da je to v bistvu tekmovalen copat, ki je narejen za to, da vas pripelje na cilj čim hitreje. Udobje je pa tukaj mogoče malo stvar kompromisa. Zelo se pozna nizka teža, 195 gramov. Jaz sem prej velikrat cesto tekel v Sonicu 2, ki je imel 220 gramov, kot sem že rekel, in se ta teža zelo pozna. Ima padec peta prsti 6 mm, 20 mm na peti, 14 mm na prstih, in je zelo take neke nevtralne oblike, čeprav vas malo sili vas naprej tudi tale oblika podplata v taki skodeličasti konkavni obliki. Vezalke so tukaj navadne, kot že nekaj časa v vseh Salomon cestnih copatih. Cestni copati pri Salomonu so se malenkost losali te quick lace vezalke in se večinoma pojavljajo z to navadno vezalko, ki naj bi omogočala malo večjo prilagodljivost, da si lažje v bistvu prilagodite zavezovanje in tako naprej. Nima več, kot sem rekel, endofita. Mislil sem, da ga bom bolj pogrešal, kot pa sem ga v bistvu, ga sploh nisem pogrešal. No, jezik ni nikamor šel, tako da ko se enkrat zavežeš vezalko, jezik stoji in tudi je take čist minimalistične oblike. Same vezalke so pa tudi take ploščate oblike in nikjer ne pritiskajo na področje narta, da bi karkoli motile, recimo razne mišice ali pa stopalo. Copat je, ne bom rekel hiter je tukaj, kot je hiter tekač, ampak je precej odziven, tako kot sem rekel, malo več odzivnosti proti malo manj blaženja. Contact grip guma je vedno dobro opravljala delo in tudi tokrat ga lepo. Všeč mi je tale podplat, ker nima več tako globokih profilov in se vanj ne ujemajo več kamenčki, kot so se recimo na Sonicu 2 ali pa na kakšnem Sonic Proju. Tukaj so te profili zelo plitki, tako kot na eni tekmovalni pneumatiki in se noben kamenček več ne ujame, oziroma če se že, so to taki zelo minimalni kamenčki, ki ne motijo med tekom. Medtem ko recimo na kakšnem prejšnjem modelu se je kakšen kamenček ujel spodaj in te je spremljal še 10 km, to neprijetno cinglanje. Podplat je načeloma nevtralen, čeprav se vidi, da gre malenkost v smeru večje podpore tukaj na medialni notranji strani, kar omogoča oziroma tako feeling stopalo da je malenkost bolj vse skupaj stabilno. Všeč mi je ta podplat, ki je zelo take minimalistične oblike, se pravi brez nekih hudih mehanizmov, ki bi uravnavali pronacijo oziroma karkoli vplivali na vaš korak, tako da daje zelo tak naraven občutek, skoraj kot da bi tekel bos, samo da imate malo zaščite pred zunanjimi vplivi, pa plus malo pomoči tega elastičnega copata. Ok, pa pojdimo zdaj kar na stvari, ki so mi všeč, pa ki mi niso všeč. Prva stvar, ki mi ni všeč, smislil sem, da bom tekel kot Kilian, ko bom to obul, pa nisem, malo šale na stran. Ja, ko daš tak copat na noge, se počutiš kot Kilian, tako da če je to ena stvar, ki jo potrebuješ, zato da se spraviš na tek, je to super občutek, da lahko obuješ dejansko isti copat, s katerim teče Kilian. Všeč mi je ta lahkotnost copata in v bistvu mi je všeč ta preprostost copata. Omogoča, da tečeš hitro, če hočeš teči hitro, omogoča, da tečeš počasi, če hočeš teči počasi, in tudi v počasnem koraku omogoča čisto dovolj blaženja, ki ga od nekega takega tekmovalnega copata lahko pričakuješ. Ni to copat, ki bi imel toliko blaženja, kot ga ima en copat s 4 cm podplata, ima pa lahkotnost copata, ki prenese 20 mm podplata na peti. Kar mi ni všeč, ena taka malenkost, ki pa na koncu ni taka malenkost. Vezalke se mi zdi, da so še vedno iste kot na Sonicu in še vedno imajo tako neprijetno lastnost, da se rade odvežejo. Tako da vedno sem mogel narediti dvojen vozel, da se mi vezalke med tekom niso odvezale. Tako da to je ena rešitev, vsekakor pa je ena stvar, ki gre včasih malenkost na živce. Fitting je zelo dober, všeč mi je ta minimalizem zgornjega dela copata, da ničesar, oziroma ta tetiva je čim bolj prosta, ahilova tetiva čim bolj prosta, opetnik nič ne moti in to je v bistvu to, kar od tekmovalnega copata pričakuješ. Kaj pričakuješ od tekmovalnega copata? Da ti omogoča, da tečeš hitro in da te ne ovira pri tem. Tako da
vsi, ki bi hoteli teči, a pa se vsaj počutiti kot Kilian, bo to super copat. Za tekme, pa za neke hitre treninge, bo to en odličen copat, ki vas bo ziher pripeljal do osebnih rekordov. Čau! Še ena stvar, če se ti naši testi tekaških copatov všeč, se prijav, se subscribi na naš video oziroma YouTube kanal. Tukaj pa najdeš tudi povezave oziroma linke do Facebook strani, do Instagrama, do naše spletne strani tečem.si, tako da preveri in tam tudi najdeš veliko tekaških vsebin na temo opreme, tekaških nasvetov in pa tudi tekaških poškodb. Čau!